Lepo pozdravljeni vsi skupaj in seveda vsak posebej v še eni oddaji Aktualno, kjer vam bom tudi danes postregla z najnovejšimi informacijami, seveda iz Koroške. Povzetek začenjam z 140. obletnico rojstva in 50. obletnico smrti dramatika, duhovnika, pesnika in pisatelja Franca Xaverja Mežka. No in v ta namen so v Koroškem pokrajinskem muzeju pripravili muzejski večer. Pa poglejmo, kaj je na to povedala gospa Simona Javornik. Nahajava se v sobi Xaverja Mežka, torej kaj boste danes obeležili, otvorili? Danes pripravljamo v sklopu naših muzejskih večerov, se pridružujemo pravzaprav praznovanjem ob obletnicah najprej smrti, 140. obletnica rojstva in pa 50. obletnica smrti Franca Xaverja Mežka, torej našega velikega Slovenca, bomo rekli, in tudi na nek način sovaščana, saj je na selah in pa najrazličnejših župnijah po Koroškem preživel več kot 40 let svojega življenja. Za nocojšnji večer smo pripravili v bistvu predavanje magistra Marjana Plohla. On je tudi velik poznavalec njegovega življenja in pa tudi njegovega dela. Sam je na to temo leta 1988 napisal tudi diplomsko nalogo, v katerem je Mežka pač strokovno v bistvu obdelal. Tako da pričakujemo, da bomo danes dobili še neke nove informacije, nek nov uvid, tako da mislim, da bo super. Dokdaj pa bo torej ta soba na ogled tudi za tiste, ki se morda te današnje torej slovesnosti ne bodo mogli udeležiti? Z veseljem naj povem, da je to v bistvu naša stalna postavitev. Lansko leto marca smo iz prostorov župnišča v Slovenj Gradcu prenesli v naše prostore, torej na Glavni trg 24, to spominsko sobo. Spominska soba vsebuje tako določene portrete Franca Xaverja Mežka kot njegove osebne predmete, torej surko, popotniško palico in torbo, njegove posmrtne maske in seveda tudi izbrana dela, ki pač ohranjajo na nek način spomin nanj. Združenje za žilne bolezni Slovenije je letos prvič organiziralo Dan žil in seveda na to temo pripravilo tudi novinarsko konferenco. No, na vsa vprašanja pa mi je odgovarjala gospa Andreja Cokan-Vujkovac, specialistka interne medicine. S temle plakatom BOM, ki ga vidite v ozadju, želimo ljudi spomniti oziroma, da bi s to besedo prepoznali in si sami diagnosticirali bolezen, prej prišli do zdravnika in preprečili nevarne zaplete. Kako torej poteka zdravljenje, kako se bolezen lahko sama odkrije? Dejavniki tveganja, torej bolezni sodobnega časa, kajenje, povišan holesterol, povišan krvni sladkor, pritisk, debelost, telesna neaktivnost, vse to povzroča popnenje žil po telesu, ki je generaliziran proces in pri tej bolezni se najbolj bojimo zapletov in to so hudi zapleti možganska kap in pa srčni infarkt. S časoma, staranjem se te žile postopoma mašijo in pripeljajo do različnih simptomov. Pri primeru periferne arterijske bolezni nog začnejo ljudje postopoma šepati po določeni razdalji, ker skozi zoženo žilo mišice ne dobijo dovolj krvi. Ko pa bolezen napreduje do te stopnje, da je žila povsem zamašena, pa imajo taki bolniki bolečine že v mirovanju. To imenujemo kritična ishemija in do tega ne rabi priti, ker potem tkivo odmre, pride do gangrene in je rešitev samo potem amputacija. Kako prisotna? Kaj lahko sam? Tisti, ki posumi, da ima te dejavnike tveganja, kot sem naštela pri periferni arterijski bolezni, najhuje kajenje in pa sladkorna bolezen, je tudi tu na plakatu, če vidite, kaj bo. Na tej besedi BOM se skriva neka samoiniciativa, neka samoobljuba vsakemu posamezniku, da bom prenehal kaditi, si bom uredil krvni sladkor, si bom uredil krvni tlak, povišan holesterol, bom shujšal in bom hodil.
Tako da tisti, ki opažajo te spremembe pri sebi, je dobro tudi, da znajo tipati pulze in to je tudi naš namen akcije, torej prvo samo osveščanje o tej bolezni in drugi, da naučimo ljudi tipanja pulzov. To ni težko, če vam to kdo pokaže, je pa to znak, ki se pojavlja pri tej periferni arterijski bolezni. In kar še želimo s to akcijo je, da populariziramo metodo merjenja gleženjskih indeksov. Izmerimo pritiske na nogah in pritisk nad gležnom mora biti enak pritisku izmerjeno na nadlahti. To imenujemo gleženjski indeks. In kolikor je ta povišan ali pomanjšan, to kaže na večjo ogroženost takih ljudi, na večjo umrljivost. In ta metoda je zelo poceni, zelo enostavna, neinvazivna, ampak podcenjena in želimo, da bi se v primarnem zdravstvu več uporabljala. Konkretno torej rokujete z informacijami, kako je prisotna ta bolezen, konkretno v Sloveniji, še posebej na Koroškem in seveda koliko je tistih nesrečnih primerov, vaš kolega je dejal tiha smrt, torej tudi tisti, ki ne nazadnje zaradi te bolezni umro. Vsak šesti prebivalec nad 55 let ima to bolezen, okrog 2000 do 3000 je novih bolnikov v Sloveniji, nažalost je nepotrebnih žilnih amputacij okrog 200 v Sloveniji, na Koroškem okrog 40 na leto. No, kot smo lahko slišali, gre torej za vse slovensko akcijo, ki je prav danes potekala po različnih institucijah oziroma različnih točkah. Te točke so bile Zdravstveni dom Ravne na Koroškem, Mercator Radlje ob Dravi, Zdravstveni dom Mežica, Veleja Park Velenje, Mercator Slovenj Gradec in seveda Splošna bolnišnica Slovenj Gradec. In sicer s ciljem seznaniti ljudi z dejavniki tveganja za nastanek te bolezni in nenazadnje tudi za njeno prepoznavo. No, vsekakor sem se tudi sama odzvala tej obširni vseslovenski akciji, pa poglejmo, kako je bilo torej na tej akciji. Gospa, ali ste telesno aktivni? Bolj ne kot ja. Ali kadite? Ja. Koliko ste visoki? 180. Ko se fejs naravno zdržim, rečem. Vaša telesna teža je? Okoli 63 kg. Vaš body mass index je 20,5. Zdaj vam bomo še zmerili krvni pritisk. Prosim, če si rokav zavihate. Malo počakajte, gospa. Tisto je vaše, malo počakajte, gospa, tam ne v vrsti. Ne mi. Izvenserijska dejavnost. Zdaj nam bo po 5 sekundah pokazalo, koliko je vrednost vašega sladkorja. 4,5, to je normalna vrednost. Aha, odlično. Prvi sejem v letu in zagotovo tudi eden najbolj množičnih sejmov, vse kar se Koroške tiče, je zagotovo Jožefov sejem, ki je tudi letos potekal 19. marca. Kako so sejmom zadovoljni, pa nam bo odgovorila gospa Marija Lah. Lahko rečemo, da je letošnji Jožefov sejem rekorden, kar se tiče števila prodajalcev in pa upamo tudi glede števila obiskovalcev, saj lepo vreme danes privablja k nam ljudi od blizu in od daleč. Na sejem se je prijavilo več kot 150, lahko rečemo kar 170 prodajalcev, nekateri so prišli še danes, ker so pač čakali na vreme, iz cele Slovenije in tudi iz avstrijske Koroške. Veseli nas, da je vsako leto in tudi letos je tako več domačih rokodelcev, kmetij, ki ponujajo svoje lastne pridelke in izdelke in njim ponujamo tudi ugodnejše pogoje, ker je naš interes, da pač na sejmu se vedno več teh domačih prodajalcev pojavlja. Seveda pa je še vedno dosti tako imenovano kramarjev, ki prodajajo vse sorte in temu je v bistvu ta sejem tudi namenjen. Obiskovalci prihajajo iz cele Koroške, tudi iz Šaleške doline in letos imamo res srečo z vremenom, tako da pričakujemo, da bo sejem zelo dobro obiskan. No, malo za šalo, malo seveda tudi za res, pa si poglejmo, kakšne so bile nočne priprave na ta Jožefov sejem.
Dobrodelni sklad Gimnazije Slovenj Gradec skrbi za dijake iz družin z denarno stisko. No, v krizi in seveda njenih bremenih sem se pogovarjala z ravnateljem gimnazije, gospodom Stanetom Brzelakom. Torej, dnevno lahko spremljamo informacije o prisotnosti krize, torej tudi v Sloveniji in pravzaprav o bremenih krize, ki se zrcali tako ali drugače tudi na dijakih. Recimo samo kot primer lahko navajam eno od šol v Sloveniji, ki so se recimo odločili, da ne bodo imeli ne maturantskega plesa, niti maturantskega izleta ravno zaradi te finančne stiske. Pa me zanima torej, kako se vaša šola in ne nazadnje vi kot ravnatelj spopadate s krizo oziroma kako zelo je prisotna v slovenjgraški gimnaziji. Kriza se brez dvoma zrcali seveda na najranljivejših skupinah in danes ni šole v Sloveniji, ki bi lahko rekla, da nima dijakov, recimo, ki to krizo čutijo mogoče bolj kot ostali. Je pa to krizo seveda že kar nekaj let čutiti v državi in moram reči, da smo se na naši gimnaziji ravno zaradi tega odločili, da poskušamo vse tiste stvari, ki jih nekako nosi program sabo, ki so za dijake zanimive, atraktivne, da vse te stvari vendarle organiziramo tako, da so dosegljive vsem. Največjo pomoč nam je pri tem novo ustanovljeni dobrodelni sklad Gimnazije Slovenj Gradec, ki pomaga družinam dijakov, ki bi seveda težko zmogli kakšen strošek pri organizaciji ekskurzij, maturantskega izleta, pri organizaciji različnih projektnih dni ali projektnih tednov. Dejali ste torej novo ustanovljeni dobrodelni sklad Gimnazije Slovenj Gradec, zdaj konkretno je bil recimo ustanovljen in koliko finančnih sredstev torej lahko zbere ta dobrodelni sklad? Dobrodelni sklad so ustanovili starši skupaj z učitelji naše gimnazije in takšna kombinacija je vsekakor tista, ki v vsebinskem smislu zelo korektno prispeva k reševanju problema. Denar zbiramo na različne načine, pomagajo nekateri starši preko donatorskih sredstev, največ pa ga zberemo z dobrodelnimi prireditvami, ki jih izvajajo naši gimnazijci in prostovoljne prispevke na teh prireditvah v celoti namenjamo v ta dobrodelni sklad. Zdaj, višina sredstev je recimo lani bila dobrih 2000 evrov, denar, ki je vendarle kar nekaj 10 dijakom pomagal pri realizaciji teh programov. Je pa res, da smo seveda to dobrodelnost učitelji že kar celo desetletje nekako razvijali med sabo, ker gre za občutljiv problem, seveda na različne načine, da smo pač omogočali, pomagali, mi plačevali včasih ekskurzije posameznim dijakom. Vsekakor se poskušamo torej čim bolj senzibilno odzivati seveda na to človeško stisko. Kako torej komentirate dejstvo oziroma primer, katerega sem vam že navedla v samem začetku, da se recimo ena od šol odločila, da recimo zaradi denarnih stisk ne bodo imeli maturantskega plesa? Vsekakor si želim, da bi takšnih odločitev bilo čim manj. Kajti dejstvo je, da so slovenska okolja v socialnem smislu zelo različna. In tu me je pravzaprav strah, da bi mogoče tista obrobna okolja, kjer je ta socialna stiska toliko večja, naenkrat te otroke postavljale v drugačen, manj vreden položaj. Kajti dejstvo je, da verjetno v nekih močnejših socialnih okoljih bodo vse te stvari ostale. Danes je v šoli namreč zelo pomembno, da se poleg samega pouka seveda dogajajo še stvari, ki so nekatere res zvenijo kot nadstandardno, ampak so dejansko postale kot nekakšen standard. In želim si, da bi torej uspeli najti načine, kako reševati ta standard in na tak način seveda zagotavljati dijakom enakovredne pogoje. V teh dneh torej pripravljate dva dobrodelna koncerta, katerega predvidevam, da torej ponovno organizira ta dobrodelni sklad Gimnazije Slovenj Gradec, pa bi prosila torej za par besed. Res je, oba koncerta bosta organizirana ob 18. uri, eden nocoj, torej v torek, drugi seveda jutri v sredo. In sta namenjena torej dijakom naše gimnazije in vsem povabljenim, bom rekel, gostom, staršem, seveda prijateljem in računamo, da bo odziv vsaj tako dober, kot je bil lanski.
Pevski zbor naše gimnazije bo nastopil skupaj z mešanim pevskim zborom gimnazije v Trbovljah, medtem ko bomo imeli jutri koncert gimnazijskih rokerskih ustvarjalcev, se pravi, da bo to koncert, ki je bolj za mlade, ampak vsekakor zelo zanimiv tudi za starše. Obetamo si velik obisk, kajti velik obisk pomeni, da bo ta ideja, ki jo razvijamo, torej ideja solidarnosti skozi gimnazijski dobrodelni sklad na tak način najbolje realizirana. Dobrodelnemu koncertu se je vsekakor odzvala tudi naša ekipa, zato si poglejmo nekaj utrinkov. Z dobrodelnostjo se danes od vas poslavljam, saj zagotovo dobrodelnost v sreči tako tistega, ko daje, kot seveda tudi onega, ki prejema. Ja, na snidenje prihodnji četrtek, natanko ob 18. uri, kje drugje kot na televiziji Slovenj Gradec. Pa srečno!